zaradi sporne dodelitve stanovanja na sodišču. Ločeno zberejo skoraj polovico vseh odpadkov. V Voličini so postavili najvišji presmec v Sloveniji. Pozdravljeni. Dnevnik začenjamo s težavami zaposlenih v mariborski tovarni zdravil Marifarm, ki še vedno čakajo na februarsko plačo. Potem, ko je del delavcev v proizvodnji plačo z zamudo sicer dobil, preostali, kljub zagotovilom tako vodstva kot predstavnikov mariborske občine, na svojih računih denarja še nimajo. V sindikatu so zato že podali prijavo na inšpektorat za delo, saj menijo, da je nezakonito izplačati plače samo delu zaposlenih in vsem po enakih deležih. Prav tako pa v primeru, če se finančni položaj ne bo izboljšal, ne izključujejo stavke. Vodstvo Marifarma pa je pod pritiski vendarle predalo finančno poročilo o poslovanju, izgubi in preteklih investicijah članom sveta zavoda lekarne in predstavnikom lastnikov. Spomnimo, po novem odloku bodo lastnice Marifarma in Farmadenta Mariborska in 5 sosednjih občin, ki se bodo morale hitro odločiti, kako bodo reševale prezadolženi Marifarm. Delavci v podjetju Kiv Vransko pa že stavkajo. Okoli 90 zaposlenih, ki od avgusta lani prejemajo le akontacijo plač, problem pa so tudi neplačani prispevki za socialno in pokojninsko zavarovanje. Od vodstva družbe zahtevajo plačilo vseh odprtih terjatev do 28. marca. Gre za izplačilo plač, nadur in potnih stroškov. Zaposleni si želijo nadaljevanje proizvodnje, a če njihove terjatve ne bodo poplačene do omenjenega roka, ne izključujejo niti možnosti predloga za stečaj. Na okrajnem sodišču v Mariboru so na glavni obravnavi zoper vedeževalko Karin Ježovita, nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja in direktorico medobčinskega stanovanjskega sklada Tanjo Vindiš Furman zaslišali 3 priče. Tožilstvo trojici očita sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic in ponarejanje listin pri sporni dodelitvi občinskega službenega stanovanja Ježoviti leta 2010. Obtoženci so očitke vnovič zavrnili in odgovornost pripisali zdaj že pokojnemu občinskemu uslužbencu. Karin Ježovita naj bi do službenega stanovanja prišla z domnevno ponarejenim priporočilom Društva invalidov Maribor. Tam so zanikali, da bi podpisali in ožigosali ta dokument. Ježovita trdi, da jo je na razpis opozoril takratni vodja kabineta občine. Mislim, da temu ni tako. Aleš Škop je bil izredno dober predsednik sveta invalidov. Preminul je in zdaj želijo na njega vrniti vso krivdo. Krivdo so nažalost prevalili na pokojno osebo. Dodaten dokaz za obtožnico so tudi danes predvajani telefonski prisluhi Kanglerju, ki jih obrambi na predobravnalnem naroku ni uspelo izločiti. Kangler odločno zanika, da bi storil očitano kaznivo dejanje, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Tožilec sam poudarja, da sem jaz 3-krat v obtožnem predlogu predlagal stanovanjskemu skladu v nadaljnjo obravnavo in reševanje tistih vlog, ki so pač na stanovanjski sklad prispele. Na stanovanjskem skladu verodostojnosti priporočila Ježovite po pričevanju ene od prič niso preverjali, čeprav ni imelo žiga, saj da preverjanje dokumentov ni njihova praksa. Obravnave se je udeležil tudi občan jezen na Kanglerja. Pa sem prosti šel za stanovanje za ščepko, kaj misli, da je kaj naredilo? Nič. Pa je samo hranilka pa to, vedeževalko pa je dobilo. V nadaljevanju sojenja, to bo maja, bodo med drugim zaslišali še 3 priče, tudi do nedavnega vršilca dolžnosti mariborskega župana Milana Mikla. V prostorih mariborske občine se je začel 3-dnevni posvet o gospodarjenju z odpadki na območju funkcionalne regije. Gre za projekt, s katerim želijo Maribor povezati s 3 tujimi partnerskimi mesti. Glavni namen je oblikovati nov model funkcionalnih regij, ki bi okrepil gospodarski razvoj in mednarodno konkurenčnost. Maribor v sklopu projekta FunReg PolicyNet sodeluje še 3 tujimi mesti, Reko, Gradcem in italijanskim Mošano Sant'Angelo. V okviru projekta se bo izvedlo 9 dogodkov in vsak dogodek ima svojo določeno temo. Tako konkretno današnja tema so recimo odpadki. Predhodna tema, ko smo bili v Italiji pri projektnem partnerju, je bila recimo stanovanjska gradnja.
Na 3-dnevnem posvetu, ki se je začel danes, bodo izmenjevali dobre prakse na področju ravnanja z odpadki. V Mariboru Snaga ločeno zbere skoraj polovico vseh odpadkov, še vedno jih skoraj 35% konča na deponiji. Odstotek bi bil nižji, če bi imeli svoj center za obdelavo odpadkov. Mi računamo, da bi v letošnjem letu ta razpis z konkurenčnim dialogom nekako zaključili z podpisom pogodbe. Potem se začne projektiranje, pridobitev vseh dovoljenj, se pravi najprej soglasje in pol dovoljenj. Ta je lahko v bistvu časovno najbolj neopredeljen, ker je odvisno od vseh soglasodajalcev in računamo, da bi tam nekje v začetku leta 2015 že s tem objektom tudi obratovali. Bolj kot ločevanje odpadkov pa Mariborčane te dni skrbi napovedan dvig cen komunalnih storitev. Od leta 2004 do danes so se naftni derivati podražili več kot 100%, blizu 100% je tudi električna energija. To sta pa dva ključna energenta že za izvajanje javnih gospodarskih služb. Cene bi lahko bile višje že v aprilu, če se bodo tako odločili mestni svetniki. Seja, na kateri bodo med drugim potrdili novega župana Andreja Fištrovca, bo 8. aprila. Mariborsko potapljaško društvo je v soboto pri vodnem stolpu na Lentu že 21. pripravilo ekološko akcijo Drava 2013. Ni nam vseeno. In glavni cilj je ozaveščanje ljudi o dejstvih povezanih z Dravo, možnostih rekreacije in preganjanje strahu pred reko. Potapljači so izvedli akcijo čiščenja dravskega dna. Večjih odpadkov letos na srečo ni bilo, so pa v preteklosti iz Drave že potegnili kar nekaj nakupovalnih vozičkov, koles, motorjev in celo avtomobilov. V zadevi Patria pa je danes pričal nekdanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko Damjan Dolinar. Dejal je, da po njegovih informacijah zunanjih vplivov na izbor najboljšega ponudnika oklepnikov ni bilo. Sodišče je sicer tožilstvo danes pozvalo, naj vendarle predloži manjkajočo dokumentacijo povezano s hišnimi preiskavami na Finskem. Minister za infrastrukturo in prostor Igor Mahar je danes odstopil. O tem je obvestil tudi predsednico vlade Alenko Bratušek. Kot je pojasnil, verjame v najvišje etične standarde in razume, da odprtega vprašanja v zvezi s posegi na njegovem objektu v Piranu ne more reševati v vlogi nosilca javne funkcije. Čeprav je prepričan, da je vse skozi ravnal zakonito. Mahar je tako postal minister z najkrajšim mandatom. Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači sprejel novo vlado na čelu s predsednico Alenko Bratušek in njenimi najožjimi sodelavci. Pahor je sicer že na večer izvolitve nove ministerske ekipe v čestitki Bratuškovi izrazil pripravljenost za sodelovanje v korist države in državljanov ter ji zagotovil, da je pripravljen prevzeti tudi povezovalno vlogo glede strateških političnih vprašanj, ki zadevajo širše politično soglasje. Proizvodnja električne energije v Sloveniji je bila februarja za 14% manjša kot januarja. Prav tako se je zmanjšala tudi poraba in sicer za 8%, ugotavlja Državni statistični urad. Februarja se je najbolj zmanjšala proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah, ki so proizvedle 11% manj elektrike kot januarja. V termoelektrarnah se je proizvodnja zmanjšala za 8%, v jedrski elektrarni Krško pa za 21%. Danes praznuje kar 663 tisoč žensk v Sloveniji. 25. marec je namreč materinski dan. Ob čestitkah je to tudi čas za opozorila. Sindikati tako znova opozarjajo, da mlade ženske še vedno težje dobijo zaposlitev kot njihovi moški sodelavci, prav tako pa so za enako delo slabše plačane. Še vedno so deležne tudi diskriminatornih vprašanj o tem, ali si nameravajo v kratkem ustvariti družino in kako bo z varstvom njihovih otrok. Večina otrok danes za mame pripravlja presenečenje. Pa še prav je, da zdaj, ko je materinski dan, da ji damo enega poljubčka, pa še pocartamo, pa damo eno darilce. Za pesnico pa za voštilnico. In kaj bo pisalo v voštilnici? Ne vem še. Voštilnice so otroci dali neko misel oziroma so povedali nekaj o svojih mamicah. In zakaj imaš rada mamico? Ker je tako prijazna. Ker me ima zelo rada. Mene tudi. In kako pokažejo mamice, da imajo rade otroke? Da dajo poljubčke.
pa še da objamejo. Kdo ima najslajše poljubčke na svetu? Mami. Mame bodo malčki presenetili tudi s pesmico. Kot roža je mamica, nežna dehteca, bolj sladka kot vsi sladoledi in največja sreča. In kaj mamam pomeni največ? Da lahko preživi čas s svojim otrokom. Težko je tistim mamicam, ki so po cele dneve v službi, ki so v službi tudi po noči, da se mi zdi, da poljubček za lahko noč, objem, to je neprecenljivo. To je tisto, kar največ šteje in ne vem, vse drugo je minljivo. Teden pred Veliko nočjo so včeraj kristjani praznovali cvetno nedeljo, s katero se začenjajo priprave na največji krščanski praznik. Še posebej slovesno je bilo v Voličini pri Lenartu, kjer so se tudi letos domačini zbrali pred farno cerkvijo in znova postavili najvišji presmec v Sloveniji. Ne sneg, ne mraz nista prekinila dolgoletne tradicije članov društva Presmec, da se ne bi zbrali na domačiji v Grinovih, kjer je v zadnjih 2 mesecih nastajal več kot 30 metrov dolg presmec. To ne moramo skozi spustiti, ker tega ne moreš poleti delati, zdaj je pač čisti čas. Cvetna nedelja in danes je treba to narediti. To vreme nam je res tako zagodlo, da je strašno. Smo se trudili in sedaj pa se moramo potruditi, da bomo ga postavili. To ne pustimo, da je kako je. S konjsko vprego so ga nato skupaj odpeljali do farne cerkve, kjer so ga zgodbo in pesmijo pričakali domačini. Nato je sledil še blagoslav. Ja, dobro, spet bo se odvilo, tako vsako leto. To je naša fara in prav, da pridemo sem. Ja, to je običaj, ki ga je res treba negovati še za nadaljne rodove. Smo zadovoljni kot krajani in farani rupeške fare. Blagoslov zelenja, Velika noč se približuje, pričakovanje, ko Kristus umre na križu in vse to pač simbolika, pa krščansko prepričanje. Blagoslavljeno zelenje najpogosteje zataknejo pod streho, tako naj bi dom zavarovali pred nesrečami. Prav zato ga hranijo doma vse do naslednjega leta. V kulturnem domu Pekre se je sinoči končal 9. festival komedije in kot se za zaključek festivala ljubiteljskih gledališčnikov spodobi, so najboljše predstave in igralce tudi nagradili. Najboljše predstave in najboljše igralske kreacije izbirata 2 tročlanski komisiji, strokovna in tista, ki prihaja iz občinstva. Glede na kakovostno biro letošnjih predstav delo nikakor ni bilo lahko. Moram reči, da se malo posvetujemo z obiskovalci, ki imajo abonma, ker tisti lahko dajo primerno kritiko, ker so pogledali vse predstave, merilo je pa tudi odziv občinstva. Med 8 tekmovalnimi predstavami je žirija občinstva za najboljšo uprizoritev izbrala komedijo To imamo v družini. Medtem ko je strokovno žirijo najbolj prepričala zadnja tekmovalna predstava po besedilu Nila Simona Bossa v parku, ki je dobila tudi nagrado za najboljšo komedijantko. Moram povedati, da sem mogoče od vseh nagrad, ker sem jih nekaj že dobila, tele najbolj vesela. Se mi zdi, da je bilo tako iskreno podana. Upam, da imam prav. Najbolje je svojo vlogo med moškimi igralci odigral Sergej Dolenc v predstavi Heroj ljudskih množic. Delanje komedije je najbolj resna stvar na tem svetu. Hec v temu, da vse, kar zgleda na odru, potem izjemno lahkotno, izjemno frivolno, izjemno zabavno, zatem v ljubiteljskem gledališču stojijo ure in ure trdega dela. Uprizoritev Na slepo si je prislužila nagrado za najboljšo režijo. Slednjo podpisuje dramski igralec Gregor Čušin. Žirija pa je podelila tudi nagrado za posebno govorno razčlenjenost vloge Elize Doolittle v uprizoritvi Pygmalion. Do zdaj smo ponavadi bolj imeli burke, res take komedije situacijske. Tokrat smo pa pravzaprav dokaj resno delo obrnili vseeno na smeh. S tem, ravno recimo s tem, kakšen je bil moj karakter, da se je spreminjal od te pocestnice do bolj fine naučene dame, pa na koncu do gospe. Če se malce pošalimo, festival komedije Pekre vsako leto znova dokazuje, da imajo poklicna gledališča že kar močno konkurenco.
V klubu KGB so v petek pripravili pesniški mnogoboj. Gre za prireditev imenovano Pesniški vrtiljak, na kateri se pesniki pomerijo v interpretiranju lastne poezije. Pesniki in pesnice so tekmovali v 3 kategorijah. Tokrat je s konkurenco že drugič po letu 2006 pometel mariborski pesnik Jan Šmarčan. V ženskem hokejskem državnem prvenstvu bodo do konca ligaškega tekmovanja odigrali le še zaostalo tekmo med Triglavom in Mariborom. Za osvojitev oziroma ubranitev naslova državnih prvakinj morajo Kranjčanke zmagati. Mariborčankam, ki vodijo za 3 točke, pa je za prvo mesto dovolj neodločen izid. Mariborčanke bi si lahko naslov državnih prvakinj priigrale že včeraj v Ljubljani. A so jih hokejistke Olimpije premagale s 3-1 in tako negotovost o tem, katera bo v tej sezoni naša najboljša ženska ekipa, prestavile na petek. Še pred včerajšnjim je kazalo, da lisjakinje, ki nastopajo v nekoliko pomlajeni zasedbi, ne more nič več zaustaviti, saj so v svoji dvorani s 3-0 ugnale Kranjčanke. V prvem delu državnega prvenstva nam je pomagala Mišel Edgar, ki je bila zelo zaslužena za dosti zmag, dala je dosti golov, bila je zelo hitra in izkušena igralka. V tem drugem delu sta nam pomagali 2 Slovakinji, ki sta se tudi dobro odrezale, domače igralke pa so predvsem novejše in mislim, da si tudi one zaslužijo pohvalo, saj so se zelo dobro odrezale. V tej sezoni so se v državnem prvenstvu Mariborčanke in Kranjčanke pomirile 3-krat. Prvo tekmo so dobile Orlice, naslednji 2 pa lisjakinje. Ne, sploh ne bi rekla, da so bile Mariborčanke boljše, ker s polno ekipo bi jih mi 100% premagale. Manjkale so nam Hauska, ima poloman prst, Teja Lahajnar, ki je res ključna igralka, pol Irina Kranar v napadu, ki je res dobra, tako da nam je veliko manjkalo. Na sobotno tekmo se je v Maribor pripeljalo le 11 hokejist Triglava. V kranjskem klubu obljubljajo, da jih bo v petek precej več, oziroma da bodo naslov državnih prvakinj branile prav vse igralke. Na prvi tekmi med Triglavom in Mariborom, ki so jo Gorenjke dobile 4-0, je drsalo 17 hokejistk. Ali se bodo v petek veselile, bo odvisno tudi od stanja v štajerski ekipi. Proti Olimpiji se je namreč poškodovala vratarka Konfidentjeva, za katero trener Verlič nima ustrezne menjave. V Bologni se je danes začel jubilejni 50. mednarodni sejem otroških knjig. Predstavlja se 1200 razstavljavcev iz več kot 70 držav. Slovensko nacionalno predstavitev otroških in mladinskih knjig organizira Javna agencija za knjigo. Sejem, na katerem predstavljajo tudi izzive digitalnega založništva, bo trajal do 28. marca. Sledi pregled drugih mednarodnih dogodkov. Finančni ministri držav v območju evra so v zgodnjih jutranjih urah v Bruslju potrdili dogovor trojke mednarodnih posojilodajalcev in Cipra o programu do 10 milijard evrov pomoči tej državi. Najpomembnejša razlika v primerjavi s prvotnim dogovorom je, da so zdaj zavarovane vse vloge do 100 tisoč evrov. Denarne vloge v največji ciprski banki Bank of Cyprus, ki so višje od 100 tisoč evrov, naj bi bile enkratno obdavčene v višini okoli 30%. Drugo največjo ciprsko banko Laiki pa naj bi zaprli. Zavarovane vloge, torej vloge do 100 tisoč evrov, bodo prenesli v Bank of Cyprus. Delničarji, imetniki obveznic in nezavarovani vlagatelji v Laiki pa naj bi izgubili vse. Ameriški časnik New York Times je poročal, da je ameriška obveščevalna agencija CIA v zadnjih mesecih pomagala arabskim državam in Turčiji pri vojaški pomoči za sirske upornike. Tovrstna pomoč se je v zadnjih mesecih bistveno povečala. Zima se je vrnila tudi v Rusijo in Ukrajino. Državi je zajel najhujši snežni vihar v zadnjih desetletjih. V naslednjem tednu naj bi zapadlo toliko snega, kot so ga nazadnje izmerili pred 50 leti. Poleg tega so se temperature po noči znova spustile na okoli 25 stopinj Celzija pod ničlo. Številni kraji so že ostali brez elektrike, v Ukrajini pa je na pomoč priskočila tudi vojska. Javne službe so danes v Kijevu bolj ali manj zaprte. Podobno pa je tudi z mnogimi drugimi podjetji, ker so delavci danes ostali doma. Še vreme. Jutri bo sneženje oslabelo in postopno ponehalo, najkasneje na vzhodu države. Tudi veter bo slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -7, najvišje dnevne od -2 do 0 stopinj Celzija. V sredo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo večinoma delno zjasnilo. V četrtek se bo oblačnost spet povečala, proti večeru bo v zahodnih krajih pričelo rahlo deževati. Postopno bo nekoliko topleje.
Spoštovani, tako mrzlo konec marca ni bilo že 50 let. Upajmo, da bo vreme kmalu res toplejše. Hvala za pozornost, ostanite v naši družbi in nasvidenje.